Tako, spoštovana Ptuljik publika, z nami je ne samo mestni svetnik, ampak celo državni sekretar Andrej Čuš. Tako da kar hitro, brez da na dolgo in široko sprašujemo na dan z besedo, kako je prišlo do tega. Kar hitro moram reči. Res je, da sem se v zadnjih nekaj tednih večkrat srečal in pogovarjal s podpredsednikom vlade, gospodom Počivalškom, ki je nekako videl neko vrzel na področju zelenega razvoja, tudi področja mladih. In po nekih pogovorih je prišla tudi nekako ideja oziroma vabilo v vlado Republike Slovenije. Sam sem bil mogoče na začetku, če povem po pravici, malo zadržan, ker enostavno sami poznate neko zgodovino mojo in aktivnosti. Po drugi strani pa sem tudi presodil, pogledajte, kakšna je zdaj situacija v državi. Dajmo pač pomagati, ne. Zdaj jaz nisem kriv, da je predtem Levica zrušila vlado Marjana Šarca. V državnem zboru se je oblikovala neka večina, ki je rekla, da si bo prizadevala ohraniti v teh kriznih časih stabilnost, da z tega čim prej gremo ven. In bom rekel, tudi morate vedeti, se izpostaviti spet tako v politiki tudi ni enostavno. To potegne en kup odločitev, odnosov v družbi, politika trenutno res pogledu na psu. Ampak na koncu prevladovalo, da pač seveda dajmo potem pristopiti k temu, se tega lotiti. Enostavno to po drugi strani tudi čast za neka prizadevanja in aktivnosti, ki sem jih imel, tako v, lahko rečemo, bivši stranki kot zdajšnji stranki. Upam pa, da se bo to tudi odražalo pri aktivnostih, zato pa boste seveda odgovorni predvsem vi, volivke, volivci, Ptujčanke in Ptujčani, in da tudi ne pozabimo, od kod sem. Kako zdaj odgovoriti vsem tistim? Ker tako smo se že pogovarjali predhodno, seveda nismo ljudje slepi pa gluhi in med ostalim vidimo tudi potem nek val ogorčenja. Čuš pa se je zdaj spet prodal Janši. Se je prodal Janši ali je to ločena zadeva znotraj tega? Če bi se prodati, to je kar huda beseda. Je pa res, da v zadnjih nekaj dneh je bilo kar nekaj hudih izrečenih. Jaz nekako še toleriram, da se to izreče proti meni. Ne toleriram nekako, da se kdo spravi na družino, in od tega se distanciram. Zdaj, če bi, potem bi se verjetno najlažje bilo kar nazaj včlaniti v SDS, ne. Še vedno sem človek s svojimi prepričanji, svojimi idejami, svojimi ambicijami in cilji, kaj si seveda tudi v državi želim. Je pa seveda tako, da če želiš aktivno pristopiti k reševanju nekih težav, je treba pač povedati, da treba se poslušati, spoštovati in sodelovati. In če dobiš priložnost, da nekaj narediš, je treba pač spoštovati rezultate volitev, razmerje v državnem zboru. Zdaj, jaz si želim in sem prepričan, da bo tudi potem zelena opcija po naslednjih volitvah prisotna v državnem zboru. Seveda pa to še ne pomeni, da smo zdaj spet neki najboljši prijatelji, ne. Lahko pa smo partnerji, da v tej težki situaciji kaj skupaj naredimo. Ne zdaj samo, bom rekel, za zeleno Slovenijo, ampak tudi za Ptuj, za Spodnje Podravje. Mislim, da čez vikend je že bil državni sekretar za zdravstvo tudi na Ptuju na obisku, ne. Pred nekaj meseci nazaj sem enkrat nekaj tvitnil in je bilo kar nekaj hudomušnih pripomb. Lahko pa seveda tudi potrdim, da sem predsedniku vlade nekako dal prošnjo, da to je res projekt, ki ga urgentno potrebujemo, torej urgentni center Ptuj. In upam, da ti zaključki tega sestanka, ki so bili čez vikend, moram reči, zelo pozitivni, da gre to v pravo smer, še vedno pa seveda imamo druge projekte, ne. Na področju kulturne dediščine, potem spodnjepodravski vodovod, gospodarske, logistične cone, nova delovna mesta, kaj se je zdaj zgodila, tragedija v Ormožu in Slovenj Gradcu. Tako da dela je ogromno, moram povedati, za malo na prvi delovni dan. Urnik se napolni v enem dnevu in je to nekaj povsem drugega, kot biti poslanec in mogoče dati kako poslansko vprašanje, se zakaj izpostaviti. Tukaj pa je res delo s terenom, lokalne skupnosti, direktorati, vlada,
koordinacija, to je pa res en tak zalogaj, ki pa je velik izziv. Pa lahko rečemo, da vsi tisti, ki bi z Ptujskega, pa tudi širše seveda, ker nas gleda tudi širše, potrebovali pomoč Andreja Čuša, mu lahko pišejo tudi na Facebooku, denimo. Obstaja ta možnost ali? No, bolj sem naklonjen elektronski pošti, ker je bolj pregledno. Mislim, v misli sem v bistvu, če se lahko kontaktira Andreja Čuša. Zato smo funkcionarji in javni uslužbenci v osnovi, ne, tudi voljeni predstavniki in imenovani. Seveda pa vse do neke meje, ne. Zdaj, če sem po pravici povem, medsosedskih sporov med dvema posameznikoma ravno ne morem reševati. Treba vedeti, v katerem okviru, v katerem področju delujem, torej mladi zelene tehnologije. Seveda sem Ptujčan, na to sem ponosen in zagotovo ne bom zdaj pozabil, ko bom šel na Trojane po krofe, recimo, ko se vračam ali pa grem v službo, odkot prihajam, ne. Tako da Ptuj imam v srcu, to sem vedno govoril. Vedno sem se tudi kot poslanec za to zavzemal in vidim to kot eno dodatno možnost, da kaj skupaj naredimo. Za zaključek, da ne bomo predolgi, kaj pa zdaj s projektom Povežimo Slovenijo? Povežimo Slovenijo, tako bom rekel, kot je že Lovšin, Kreslin pred njim so rekli, Slovenija gre naprej in Povežimo Slovenija gre naprej. Nekateri to že vidijo zdaj kot nek znak dodatnega povezovanja. Jaz seveda v imenu vseh drugih partnerjev ne morem govoriti. Je pa to seveda nek signal nekih sinergij, sodelovanja, ki pa verjamem, da bodo tudi dolgoročno prinesle dobre rezultate, pa zdaj ne govorim politično gledano, ampak predvsem v realizaciji nekih projektov lokalne skupnosti in pa na področjih, na katerih bom aktivno seveda delal. Torej, za zaključek bomo rekli, opazujemo, kaj Andrej Čuš počne. Delo v mestnem svetu bo šlo naprej? Ja, zdaj zaradi nezdružljivosti sem odstopil iz 3 svetov zavodov. Enostavno to pač je. Praksa, tudi mnenje Komisije za preprečevanje korupcije pa je, da funkcija v vladi je združljiva s funkcijo v mestnem svetu, tako da tudi praksa zdaj recimo drugih je takšna. Tako da lista Andreja Čuša ima 6 svetnikov, tudi mene kot vodjo. Je res, da bom nekaj seveda dela tako znotraj naše liste, kakor stranke moral prerazporediti, ampak seveda gremo naprej in z večjim elanom in zagonom, kot je že bil do zdaj. Torej, za zaključek, kot smo rekli prej, če ga želite kaj vprašati, mu pišite, mi pa bomo rekli, povežimo Slovenijo in Ptuj. Hvala lepa. Hvala vam.